Spoštovane, spoštovani, pred nami je še zadnja tekma 19. kroga v prvi ligi Telemach. Sliko smo v Domžalah, v tukajšnjem športnem parku. Radomljani nocoj gostijo moštvo Maribora. Izjemno pomembna tekma za oboje. Radomljani so po seriji slabih rezultatov zdaj znova ogroženi in potrebujejo seveda točke. Mlinarji so v seriji 4 zaporednih porazov, od tega na zadnjih 3 tekmah sploh niso zabili gola. Tule pa imajo zdaj priložnost, Šošić je poizkusil iz obrata za Šošića. Ob Šošiću je zdaj Žinič. Šošić s predložkom, poizkus Vokića z levico. Smo ga gledali v začetni postavi na Bonifiki, Strajnar zdaj s predložkom, priložnosti 1-0. Al Hilal Sudani. 7. minuta in Mariborčani so z golom Sudanija povedli z 1-0. Krasen predložek Marka Strajnarja z desne strani. Sudani pa je bil na oddaljeni vratnici pripravljen in Mariborčani vodijo. Pa napaka Nuhanovića. Repas ima tule priložnost, Repas proti Kolarju. Kolar strelja 2-0. In končno je tudi Marko Kolar zabil. Prvi gol 28-letnega Hrvata v slovenskem državnem prvenstvu. Repas je podal. Nuhanović. Odbijajo Mariborčani, Marković oddaleč, pa priložnost Šošića in gol. Toda dvignjena zastavica. Dvignjena zastavica stranskega sodnika, Mačić Šošić je zadev, ampak zdaj bo treba vse skupaj še preveriti z varom, zelo suvereno sicer, ali je bil Šošić resnično v prepovedanem položaju. Vprašanje, bolj bi rekel, da ne. Bolj bi rekel, da ne in da bo tale gol za Radomljane obveljal. In Mlinarji so znižali na 2-1. Uradno zdaj 44. minuta, ko je bil tale zadetek priznan. Oboje je šlo v blok, pa hiter proti napad Radomljanov. Vokić. Hitro se vračajo Mariborčani, Vokić ima Repasa pred seboj, strelja Vokić in še enkrat na mestu Jug. Nuhanović. Anlandu lepo prepušča da Kruzu, ta pa je podaljšal. Zdaj pa je Žinič storil prekršek, najbrž za rumeni karton, pravilno sicer prednost pušča Halilović, tule Marković Anlandu iz ozadja, še vedno Anlandu, potem pa napaka, enostavno je telefoniral tu s podajo proti Vokiću in Repas je to izkoristil, medtem ustaja da Kruz, toda Posavac je žogo brcnil z igrišča in Žinič bo seveda porumenil. Zdaj pa tule še enkrat, ojoj, mislim, da se Žinič poslavlja. Po ogledu tega počasnega posnetka, pogledajte, tole je Štar z odprtim podplatom. Dobro, da tu ni prišlo do hujše poškodbe Kaja da Kruza in težko verjamem, da bo Žinič ostal na igrišču. In izključitev Andraža Žiniča od 64. minute, torej Mariborčani z igralcem manj. In tule bo moral zdaj seveda hitro reagirati tudi Ante Šimunža. Prav nič ne kaže, da bi v kratkem menjal Bogatinov, ki še ustraja začetno postavo. Tule je priložnost za Šošića. Šošić in 2-2. Mačić Šošića in izid v Domžalah je v 77. minuti izenačen. Prvič, ko ga imam na klopi v fantaziju, pa Šošić kar do 2 zadetkov in najbrž tudi
do 3 točk bonusa Madžić Šošić. Zdaj se je prebil že do 7 prvenstvenih zadetkov in se s tem na drugem mestu. Strajnar, napaka Strajnarja, priložnost zdaj za Krola, Krolo strelja, Šošić je spremenil smer in mimo vrat. Pogačar, pa potem predložek, priložnost, Vokić, kakšna obramba Juga, Pogačar strelja mimo vrat. Po tekmi v moji družbi Madžić Šošić, najprej čestitke, odlična tekma za vas, na koncu pa verjetno tudi neka skupna ocena tekme z vidika Radomelj pozitivna. Da, mislim da nismo baš najbolje ušli u utakmicu, mislim da je Maribor dobar dio prvog poluvremena kontrolisao. A s tim mojim golom smo se dosta digli i možda nekih 10 minuta prije. I onda smo u drugo poluvrijeme jako dobro ušli. Kad se desio taj crveni karton, preuzeli smo momentum na svoju stranu. I mislim da na kraju čak žalimo što nismo uzeli 3 boda. Vokić je zaslužio sigurno danas gol, ali eto, nije se nažalost desilo, ali uzimamo poen i idemo se odmoriti i idemo na Koper u subotu. Najlepša hvala, srečno. Hvala. Po koncu tekme v naši družbi Sven Šoštarič-Karič, nekako se je zdelo po praktično nekaj minutah igre, da imate vse pod nadzorom, da ste na poti proti zmagi. Enostavno vprašanje, ki pa verjetno ne bo imelo tako enostavnega odgovora, kaj se je potem zgodilo. Ja, mislim, da smo kontrolirali prvih 40 minut odlično tekmo, pa ena nesrečna naša, njihova srečna žoga se odbije od naših 2 igralcev, pride do njihovega, da gol. In to glih pred polčasom, pa dobro, ok, 2-1 polčas, ampak ne vem, mogoče ta rdeči karton je spreobrnil tekmo, potem smo mogli se malo drugače postaviti, drugače odigrati, pa spet ena nespametnost, ampak dobro, nima veze, točko smo dobili, nismo veseli, vsekakor ne, prišli smo po 3, ampak nič, gremo dalje. V soboto tekma, ki nam prinaša dosti. Najlepša hvala in srečno. Hvala.